Moramo dobiti hrano s to podvodno puško. V redu, gremo. In ne morem skriti navdušenja. To je noro, človek. Juhu! Poskusiva. O moj bog, fantje, danes nas čaka prava nora epizoda. Trenutno se odpravljam proti tej plaži. Lahko vidite okoli mene. Sem v nekakšnem templju, ki je na plaži. Naslednjih nekaj dni, fantje, si želim ujeti svojo hrano. Ampak to še ni vse, fantje. Tam, v tisti smeri, nas čaka tradicionalni indonezijski ribič, ki nas bo danes peljal na podvodni ribolov s sulico, na kraju, kjer še nikoli nisem bil. Tradicionalno mesto, ki je zelo edinstveno za Indonezijo. Komaj čakam, da vas vzamem s seboj. Držimo pesti, da bomo ujeli kaj hrane, ker je to naš načrt. Torej, odpravimo se po tej plaži. Danes gremo na ribolovski zmenek. Jazz in ti. In veš kaj? Najboljša stvar pri ribolovskem zmenku je, da se imaš dober, tudi če ni nobenega ulova. Torej, gremo tja, dali bomo vse od sebe, ujeli bomo kakšno dobro ribo, upajmo. Prinesli jo bomo, skuhali jo bomo. Na tradicionalen indonezijski način. Ne vem, kaj se bo danes zgodil, vi greste z mano. To bo nora izkušnja. Pojdimo v akcijo. Kako nora je ta plaža s črnim peskom, stari. To je res noro. V Avstraliji nimamo ničesar takega. Poglej ta neverjetni pesek. Danes imamo kot naše orožje to pravo lepoto. Puško za podvodni ribolov. Dolgo, 1,20 m, s kolutom. Ker ribe, ki jih danes lovimo, držimo pesti, upamo, da bodo res velike ribe. Tukaj imamo tudi naše plavuti za potapljanje. V tem nahrbtniku imam še nekaj drugih malih pripomočkov, kot dobro veste. Imamo našo GoPro kamero, imamo naš dron in imamo tudi našo potapljaško masko. In to je v bistvu to. To je praktično vse, kar je v tem nahrbtniku. Sveta mati, potim se kot nuna na prekleti kumarični farmi. Wow, tukaj zunaj je vroče. Mislim, da je trenutno 35 stopinj. Komaj čakam, da skočim v vodo. Najprej moramo najti našo ladjo in kapitana. Sploh ne vem, kako se tip imenuje. Ne vem, ali me bo sploh čakal. Morda na najin ribiški zmenek sploh nihče ne bo prišel. To ne bo prvič, da me nekdo pusti na cedilu. Ampak vseeno, gremo naprej. Hej, gremo. Prav, današnja naloga je določena. Moramo ujeti hrano s to podvodno puško. Danes gremo daleč naokrog, fantje, kjer se dogajajo posebne stvari. Ampak najprej moramo najti našega kapitana. Sploh ne vem, kako mu je ime in sploh ne vem, ali se bo sploh pojavil ali ne. Moramo se sprehoditi po Indoneziji in upati, da bomo našli tradicionalnega lastnika teh čolnov. Prav, to je naše plovilo, fantje. Hop, potisnem ga bomo ven. V redu, dal bom to torbo noter. V redu, gremo. Fantje so odšli. Ja, zakaj pa ne? To mi je pravkar popolnoma užgalo hrbet, fantje. Ampak v bistvu so opremo imamo tukaj spodaj. Naš kapitan je zadaj. Wajan. Juhu! Legenda! Odpeljal nas je. Danes gremo daleč, fantje. Gremo ven. Pravkar sem ga vprašal, koliko časa še do lovišča. Rekel je, da malo več kot 1 uro. Torej, človek čaka nas dolga vožnja, fantje. Kar bo naredil je, da bo dvignil to jadro in uporabil tudi motor, ker ima zadaj, le 20 na tej stvari. Torej, držimo pesti, da bomo lahko malo pospešili do območja, ampak poglejte to. Samo jaz in on iz Indonezije sva tukaj. Pojdi stran! Gremo, draga, ujamemo neki rib. Gremo. Razlog, da smo danes tako daleč odpluli, je, da gremo približno 1 uro daleč, srednji česar, na odprto morje. In naj vam povem, fantje, ne vem, če je na tem čolnu kakšna varnostna oprema, ampak samo upam, da se bomo kasneje vrnili na kopno. Ampak kakorkoli že, gremo daleč ven na odprto morje. In razlog za to je, ker te ribe, ki jih danes lovimo, sledijo oceanskim tokovom, modrim oceanskim tokovom. In kar ti domačini naredijo je, da zgradijo nekaj sredi oceana, kar v bistvu privablja majhne ribice in te velike ribe, predvidevam, sledijo tem majhnim ribicam in se z njimi prehranjujejo. Torej, tja gremo danes. Sredi ničesar v modrem oceanu. In upam, da bomo ujeli kakšno ribo. Ej, tole je res noro zdaj. Poglej te razmere, človek. Ne morem skriti navdušenja. Morje je tukaj kot steklo. Če danes ujamemo ribe, je to lahko najboljši dan doslej. Resno, poglej to. To je res noro, človek. Juhuhuhu! Tradicionalni čoln v indonezijskem slogu. Tam spodaj imamo podvodno puško, dobili bomo nekaj. V redu, torej lahko vidite, tole je to, ob čemer lovimo. Ta stvar se imenuje rumpung. Ne vem, če to prav izgovarjam. Iskreno povedano, se res trudim po svojih najboljših močeh. Rumpung, nekaj takega. Ali to prav izgovarjam? Rumpung, rumpen. Torej v bistvu, fantje, vidite, da so to umetno narejene strukture, vidite, to je samo, kaj je to, bambus in podobne stvari, bambus. Ta moški tukaj dejansko ima v lasti tole, kaj ne? To je vaša. Torej, on ima v lasti tole in še eno tam v daljavi. Torej, fantje, ribe, ki jih tukaj ujamejo, so wahoo,
tuna, marlin, ujamejo, veste, vse te dobre vrste, mahi, vse odprtomorske vrste predvidevam pridajo in se zbirajo okoli teh rumpungov, ki so sred oceana. Kapitan zadaj je pravkar povedal, da je tukaj globina več kot 1200 metrov. To je res noro. Tukaj so ogromni kanjoni, ki vodijo dobesedno nikamor. In ja, to je približno tam, kjer predvidevam, da bomo tukaj lovili ribe in se ukvarjali s podvodnim ribolovom. Poglej, tukaj je vaba. Lahko jo vidiš, kako vre na površini. Človek, kje je tista velika marlina, da bi prišla in jo pograbila. V redu, kapitan, nas mora zdaj pripeljati naravnost do tega rumpunga. Tako boste, fantje, točno videli, kaj je to. Človek, tole je noro. Torej, kapitan me je pravkar povabil na ta rumpung. Torej, dejansko bomo skočili nanj. Prav, trenutno stojimo na rumpungu, kjer je voda globoka 1200 metrov. Tako da verjetno lahko vidite vse te majhne ribice tam, fantje, in prav na teh se prehranjujejo velike ribe. Torej, kar počnemo je, da v bistvu čakamo, da te ribiči izginejo, potem pa bomo skočili v vodo in upamo, da bomo lahko kaj zadeli s to podvodno puško. To je noro, človek. Ne morem verjeti, da smo tam, kjer je voda globoka 1200 metrov. In iskreno, to je noro globoko, glede na to, kako daleč smo potovali. Potovali smo samo 1 uro in smo že v tako globoki vodi. Doma v Avstraliji bi moral potovati ure in ure dlje. Očitno tukaj ujamejo skoraj vse, kar bi lahko v 1200 metrih vode. V redu, imamo jato mahi zadej, ki smo jo pravkar opazili. Torej, počakamo še malo in potem skočimo noter. Kaj praviš? Kasneje. Mislim, veš, še malo sonca. Ja. Torej, počakali bomo, da sonce še malo pade, potem pa bomo skočili v vodo in zagotovo ujeli nekaj tistih mahijev. Prav, kapitan nam je pravkar dal zeleno luč, fantje, oblekam se, torej gremo na prvi spust s tokom na tem rumpungu. Upam, držimo pesti, da bomo ujeli kaj dobrega, ker moramo dobiti hrano za kasnejše kuhanje. To je izziv, človek. Mislim, da me je postavil više proti toku. Odneslo nas bo mimo in potem bom naredil nekaj krogov okoli tega. Torej, to je načrt. Smo tukaj v redu, kapitan? Dobro. V redu, tukaj smo pripravljeni. Gremo v vodo, se vidimo tam. Gremo. Jojo. Za nekatere je to njihova najhujša nočna mora. 1200 metrov vode tukaj zunaj, sam na podvodnem ribolovu. Ampak zame to je raj. Prav, rumpong je tam v daljavi. Torej, prišli bomo tja. Upam, da bomo jeli kakšno ribo. Gremo.
Pravkar je prišla naravnost pred me. To je zlata mahi človek. Poglej to stvar, je prava mrcina. Juhu, imamo pošast, mahi. Ta stvar je dobesedno pravkar prišla pred me in me je samo strmela človek. Samo hitro sem prižgal tisto GoPro kamero in ga zadev naravnost v glavo. Ga spravil iz igre. Potem ni več čutil bolečine. Sploh ne vem, kako velika je ta stvar, ampak je velika človek. Wow, uspelo nam je! Ja, kapitan! Legenda, prijatelj! Vredo, fantje, to stvar bom zdaj odložil. Uspelo nam je. Najlepša hvala, kapitan. Ti si ka. Juhu! Poglejte tole zdaj, fantje. Zelo dobro nam gre. Imamo tuno. Tam zunaj imamo enega kožarja. To pošasno mahi ribo, ki sem jo ujel. Še ena manjša mahi riba. Poglejte tole zdaj, fantje. Sonce zahaja nad vulkanom. In poglejte tole. Res smo imeli odličen ulov. Fantje, boljše od tega ne more biti. Poglejte to. Tamle imamo ogromen vulkan. Sonce zahaja za obzorjem. Slišali ste to enkrat, slišali ste to dvakrat, ampak zato živimo. To je bilo eno najbolj norih popoldnevov potapljanja, fantje. Ne vem, če lahko vidite za menoj, ampak tam je čoln. To je dejansko naš kapitan, fantje. Pravkar prihaja, ker mi je včeraj, ko smo ujeli tisto ribo, rekel: Pridi v vas. Pokazal ti bom nekaj tradicionalnih indonezijskih načinov priprave te ribe. Torej, fantje, skupaj s temi ljudmi bomo kuhali, to bo noro, naučili se bomo toliko različnih novih tehnik, prepričan sem, da bomo spoznali načine kuhanja in kako to počnejo tukaj. In te priložnosti nisem mogel izpustiti. Saj me poznate, veliko sem sam kuhal na plaži in človek, ne vam povem, včasih mi res popolnoma spodleti. Zato bo dobro, da mi domačini na plaži pripravijo nekaj tradicionalne hrane, upam, na ognju ali nekaj tazga. Torej ja, bo noro, spustili se bomo dol, tam me bo počakali na plaži in takoj bomo začeli. Prav, fantje, prišli smo sem, zdaj bomo zakurali ogenj kar tukaj. Vidite, da je začel čistiti ribo, to je triggerfish, ki smo ga ujeli včeraj. Kaj delaš tukaj? Samo odstranjuješ kožo. Tako da lahko vidite, fantje, ta riba ima zelo trdo kožo. To je noro. V redu, ti naredi. Poglej to. Pravkar lušči kožo z te ribe. Ostala je samo riba brez kože. Poglej to. Popolnoma jo je olupil. To je cela riba tam. V redu, pravkar odstranjuje vse škrge in drobovino iz nje. Tam lahko vidiš. Zgleda zelo čisto. Gremo na naslednjo. Tukaj imamo po eno od vsake ribe, tako lahko vidiš. Tukaj imamo prožilko. Katera je ta? Imamo amberjack. In tukaj imamo enega rumenoplavutega tuna, ki ga je ujel. In potem še ta mali mahi, ki smo ga dobili. Velikega mahi. Si z njim nahranil svojo družino ali si ga prodal? Dal sem ga svojemu bratu. Dal si ga svojemu bratu. Moj brat je imel praznovanje. Praznovanje? Kaj je to? Kakšno praznovanje? Zakaj je bilo? Rojstni dan? Poroka? Vem, kaj ne? 3 meseci star dojenček. 3 meseci star dojenček. V redu. Torej, tista velika riba, ki smo jo včeraj ujeli, fantje, je šla na praznovanje za 3 meseci starega dojenčka. Torej, ja, res je noro vedeti, da ta legenda tukaj to podarja. Mi smo priskrbeli to veliko ribo, kar je noro. Torej, ja, zdaj čisti tega amberjacka. Nekaj je na tem, ko opazuješ druge ljudi, kako čistijo ribe in kako to počnejo. Zelo zanimivo je. Veste, da me vsak teden vidite, kako čistim ribe. Zato včasih rad malo zamenjam, da vidim, kako to počnejo drugi ljudje, veste, različne kulture kot tukaj v Indoneziji. Upam, da se bomo naučili nekaj stvari, ki so popolnoma drugačne od našega načina. Človek, ti petelini v ozadju kar ne nehajo. Ampak v redu, gremo naprej s kuhanjem. Zdajle bomo zakurali ogenj. V redu, vidite, da ravno zdaj zarezuje to ribo. Poglejte, kako lepo izgleda to meso. Zelo belo je, kaj ne? Praktično samen zarezuje to meso. Zelo podobno je načinu, kako to delam jaz, fantje, doma v Avstraliji, kjer zarežemo meso in nato vanj utremo vse začimbe. Tako lahko vidite, da se to prepleta med različnimi kulturami. Prav, ogenj za kuho že gori. Mislim, da bo pripravil še druge sestavine, ki jih bo dal na ribe. Zato bomo šli pogledat, kaj se točno dogaja. Česen gre noter. Kaj je to? Maggi. V redu, to je neka vrsta začimbe, mislim, ki jo zdaj dodaja. In kaj je to? Sol. Kaj je? Sol? Sol. Coconut oil.
Človek prav močno premeša tam. Temu pravijo kečap. Je malo drugačen kot tisti, ki ga imamo mi. Tukaj je bolj kot sladka sojna omaka. To je tisto, kar da noter. Ena stvar, ki sem jo opazil, je, da tukaj res obožujejo ta kečap. Je kot sladka sojna omaka. Pravzaprav je okus res, res dober. Zato ga dajo skoraj na vse. V redu, zdaj vzame ribe, ima to rešetko za žar tukaj. Mislim, da bo dal ribe v to rešetko za žar. Zdaj jih nalaga eno na drugo. V redu, zdaj lahko vidite, da ribe dobivajo lepo barvo. Mislim, da bo zdaj dodal to mešanico začimb. Pravkar je to odprl. Vidite lahko, da jo natresa vse tiste majhne zareze, kjer je naredil reze. Izgleda res dobro. Ena stvar, ki sem jo opazil, je, da mrdijo res počas tlečo plast žerjavice. In kar počne, je, da uporablja, ta ventilator in preprosto ohranja ogenj, da počasi tli. Tako nima pravega gorečega ognja, gre le za zelo blago toploto. In to bi moralo enakomerno speči to ribo. Torej ja, to je nekaj, kar se učim. Prav, mislim, da jo zdaj obrača. Poglej to. To zgleda noro dobro. Wow, ribe že dobiva res lepo barvo. Vidite, začne se kuhati, ko oko postane mlečne barve. Izgleda res neverjetno. Tukaj lahko vidiš, da se riba kuha. Ugotovil sem, da imajo v teh kulturah radi kombinacijo sladkega in slanega. In točno to imamo tukaj. Imamo sol, ki daje res izrazit slan okus. Potem pa je tu še sladka sojina omaka, ki ji pravijo kečap, in ta prinese sladek okus. Tako se okusa lepo prepletata na ribi, ustvari res prijeten okus. Zelo me zanima, kako bo to izpadlo. Tega tipa ribe še nikoli nisem jedel. Neverjetno je, da je tista ogromna riba, ki smo jo včeraj ujeli s harpuno, šla njegovemu bratu, ki praznuje 3 mesece svojega otroka. Zato to počnem, fantje. Da sem tukaj, da lahko delimo ribe, ki jih ujamemo. Da jo delimo z domačini, spoznavamo te kulture, spoznavamo, kako jo tukaj pripravljajo. Zato da počnemo. Tako noro. Poglej to ribo zdaj. Res se odlično peče. Imamo sončni zahod. Tukaj je tudi krmilo čolna. Poznate me? Običajno kuham sam, samo z vami. Ampak včasih rad malo popestrim zadeve. Obiščemo nove kraje, spoznavamo nove ljudi. In ta kapitan me je, povabil, da pridem sem kuhat z njim. In nisem mogel reči ne. Moral sem pripeljati vse vas. In ja, to je noro. Zdaj se ogromno učimo. Nikoli prej nisem jedel te ribe. In sem res, navdušen, da jo poskusim. Da vidim, kako bo šlo. To bo noro, fantje. Tudi ta sončni zahod je res čudovit. No, kaj to daješ gor? Srl bo prahan. Okay. Srl dim. Ne vem, kaj je to. V redu, res čuden diši. Balisko? Balisko. Balisko. To je iz kozic. Iz kozice. Torej, vidiš, da dodaja začimbe. Na oglje, kar verjetno daje okus. Vsem ribam trenutno. Imamo česen, čebulo in veliko čilija tam. Tako da predvidevam, da bojo to začinili neposredno čez ribe, ko bodo gotove. Zdi se, da smo tukaj skoraj pripravljeni, fantje. Mislim, da je pravkar pripravil nekaj bananinih listov tukaj. Ja, to se kar loči od kosti. To meso lahko vidite prav tam. Zdaj boš vse to skupaj zmešal. V redu, zdaj vse to skupaj meša. Človek, v tej mešanici je toliko čilija, fantje. To mi bo zagotovo pognalo dlake na prsih. Ampak to je res neverjetno zdajle. Sončni zahod je čudovit. Vidite, zlata ura je. Tukaj se kuha prav zdaj. V ozadju so čolni. To bo noro. Komaj čakam, da poskusim. Prav, fantje, mislim, da je prišel trenutek resnice. Čas je, da se lotimo tega obroka. Vzamemo nekaj rib, vzamemo nekaj te začimbe tukaj. Tukaj imamo kapitana, včeraj me je pripeljal do rib. Imamo hrano, poskusimo. Tadi bakar pesak ini dengan tangkai. Tangkai buman pis. To mi bo pognalo dlake na prsih, človek. To je tako pekoče, ampak tako dobro. Prav, morali smo dodati še eno stvar, da zaključimo epizodo. Kapitan, na zdravje. Najlepša hvala, da ste mi prinesli ribe, da ste jih pripravili. Zato živimo, fantje, kuhanje rib, jest ribe, juhu! Fantje, to je bila nora epizoda. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Veste, kako zelo vas imam rad. Prosim, všečkajte in se naročite, če še niste. Se vidimo na naslednji divji avanturi. Pošiljam vam veliko ljubezni. Se vidimo.